Izrael je že več kot 2 leti in pol v aktivni vojni, brez kakršnega koli konca na vidiku. Njegove sile zauzemajo ozemlje v Gazi, Libanonu, Siriji in bodo to počele tudi v prihodnosti. Kakšen je vpliv, kako to vpliva na izraelsko družbo? No, v družbi, v kateri živim, mislim, da nasprotovanje takšnemu vedenju vlade ni sprejeto. Vsakdo je dovolj inteligenten, da razume, da cilji vojne niso bili doseženi. Gaza, kjer je zadeva še vedno odprta, Libanon, zadeva je odprta, Sirija, zadeva je odprta, Iran, zadeva je odprta, povsod je zadeva odprta. Ali smo katero od teh zadev pripeljali do konca? Smo prejeli, mislim, dokončno potrditev za katero od teh zadev? Ne. In zaradi tega, mislim, vsaka 2 dneva slišiš, da je vojak padel na severu, še en v nesreči v Gazi, ali pa ga ubijajo ostrostrelci. Tako že 2 leti in pol živimo v vojnih razmerah. Mislim, skoraj smo že blizu ukrajinskemu primeru. In točno tako, to ni vojna po izbiri. Ta vojna je bila vsijena Izraelu. Ja. In grožnje ostajajo. No, odločitve so bile slabe odločitve. Kot ste rekli, nam je bilo to vsiljeno. In odgovor bi moral biti hiter in dokončen. Namesto tega smo se samo vlekli. Potrebovali smo mesece, da smo sploh odločili, ali bomo posredovali na terenu v Gazi. In potem, mislim, smo slišali različne verzije, po eni od njih naj bi bilo vodstvo na severu. Tako smo zavzeli sever Gaze in nič. Potem so rekli, da je v bolnišnici Šifa, v kleti bolnišnice, šli smo v bolnišnico Šifa in tam ni bilo ničesar. In potem so rekli Han Yunis in potem spet Han Yunis in vsakič smo samo premikali cilj z enega kraja na drugega, ne da bi ga resnično dosegli. Zdaj je v Libanonu enako. Mislim, pravkar smo začeli. Začeli smo vojno z Hezbolahom in zelo neposredno povedali, da smo ga ujeli v past. Ujeli smo Hezbolah we trapped Hezbollah and past, ki smo jo nastavili zanj. Namesto tega je bilo ravno obratno. Bilo je, mislim, presenečenje zaradi dronov, kibernetskega bojevanja in optičnih povezav dronov. Mislim, to je bilo strateško presenečenje za IDF. Na to niso bili pripravljeni. Tako kot mi nismo bili pripravljeni na to, kar se je zgodilo v Gazi. Kako lahko to sprejmete, mislim, in zaupate svoji varnosti? Ker na koncu ljudje v Izraelu zahtevajo varnost. Želimo si varnosti. Ali nam lahko zagotovite varnost, ko se obnašate, mislim, s takšnimi neumnimi dejanji? Torej ste kritični do odločanja v tem procesu, vendar ste prej tudi rekli, da Izrael popušča pritiskom ZDA. Kolikšen vpliv ima odnos med Izraelom in ZDA pri tem, da je Izrael v tej trenutni situaciji, s katero ste zelo nezadovoljni? In tudi mnogi Izraelci so. Ko sem sodeloval z Yitzhakom Rabinom, ni bilo samo enkrat, bilo je večkrat. Mislim, bilo je veliko takšnih trenutkov. Pogosto je rekel, tega ne bom storil in ogrozil $3 milijard, ki jih vsako leto prejmemo od Združenih držav. Imel je zelo posebne odnose z Združenimi državami. Vendar je Yitzhak Rabin bolj kot katerikoli drug predsednik vlade vedno presenetil Američane. Vedno jih je presenetil. Najprej z izgonem 415 voditeljev Hamasa v Libanon in nato z Oslovskim sporazumom, ki je bil popolno presenečenje za Američane, ker so mislili, da govorimo o Siriji. In potem so namesto tega dobili, in potem so bile vse izraelske akcije, vojaške akcije v tistem času sprožene strani Izraela in ustavljene strani Izraela. Tukaj se znajdemo zaradi naše zavezanosti in dejstva, da so nam Američani pomagali pri poskusu zmanjšanja jedrske grožnje Irana, smo zdaj vezani na njihovo odločanje.
Mislim, če oni in mislim, Donald Trump je to odkrito povedal v javnosti. Rekel je Bibi Netanjahu, ni rekel Benjamin Netanjahu. Rekel je, Bibi Netanjahu bo naredil vse, kar bom jaz hotel, da naredi. Tako da smo v situaciji, kjer je naša suverenost in naš odločevalec preprosto, mislim, odvisen od odločitev v Beli hiši v Washingtonu. In nikoli ni bilo tako. In nikoli ni bilo tako. Tako da smo izgubili del naše neodvisnosti in to se dogaja v teh odnosih. Ker po drugi strani, mislim, poglejte vedenje Združenih držav Amerike. Ko ugotovijo, da Hutijev ne morejo podrediti, ustavijo vojno. Pravijo, ne, dovolj je, imeli smo dovolj, ostali smo s Hutiji. Zdaj bodo dosegli dogovor z Iranom, naredili bodo karkoli. In mi bomo ostali z Iranom. Ker smo mi tukaj in oni so tam. To je velika razlika. Zdaj, v Libanonu je enako. Prepovedujete nam, da udarimo po Dahi, ščitite Hezbolah. Hezbolah, namesto da bi pobegnil iz Dahije, samo pravi, da se smeji. Drži se za rebra in pravi, moj Bog, kdo bi si mislil, da nas bo Washington ščitil pred Izraelom?